Sedaj smo pri zelo zanimivem delu, ki se imenuje vprašanja in odgovori. So kakšna vprašanja? Omenili ste, da se moramo tuširati vsak dan? V mojih izkušnjah, če se vsak dan tuširam, potem dobim suho kožo. Torej, naj se tuširamo z ali brez mila? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da če uporabljate milo, ga morate uporabljati samo na področjih, ki ga najbolj potrebujejo. Torej, med nogami in pod rokami. In moje jutranje kopanje v jezerčku, ker veliko švicam, ker samo potunkam noter in samo na hitro obrišem. Tako da jaz se redko kdaj milim na zunanjih stranih rok, razen če sem umazana. Recimo, če sem na vrtu in se umažem. Res je. Milo na zunanji strani, če se neprestano vsakič namilite po celi koži, bo vaša koža postala zelo suha. Torej, milim se samo na mestih potrebe. Milo tudi odstrani vitamin D, ki se je nabral, če ste bili na soncu. To je res. Vitamin D, če ste že bili na soncu, potrebuje 2 ure, da se reabsorbira in se ustvari v vaši koži. Torej, če se tuširate in se umijete z milom, ne boste dobili vitamina D. Sončni žarki pridejo do kože in tvorijo holesterol tik pred kožo. Vitamin D. Torej, ta olja potrebujete. Ko ste ves dan zunaj in telovadite ali pa se na vrtu, ali potrebujete še vedno telovadbo? Ali potrebujete telovadbo, če ste zunaj na vrtu? Kar je pomembno s telovadbo je to, da ste v aerobnem stanju. Torej pomeni, da se zadihate, da srce začne pumpati. Če prekopavate vrt, potem boste sigurno to dobili. Če pa so vaše aktivnosti, da samo čepite in plejete, potem aerobnega treninga niste imeli. In bi bilo fino, da to storite. Govorili ste o plesnih glivah in en izmed načinov, da ga odstranimo, je, da ga strademo. Ali lahko uporabimo oglje, da bi kontrirali plesni v naših telesih? No, oglje bo očistil samo to, česar se dotakne, torej našega prebavnega trakta. Zelišča, ki sem jih omenila, te grejo pa v kri in v tkivo. Če vitamin D potrebuje 2 uri, da se absorbira v kožo, kako je potem, če ljudje dajo potem gor sončno kremo? To jim tudi ne bi pomagalo, ne? Jaz ne promoviram kreme za sončenje. Žarki, ki se dotaknejo kože, ki se spremenijo v vitamin D, so UVB žarki. UVB žarki. In sončne kreme blokirajo UVB žarke. Osebno, jaz nikoli ne uporabljam kreme. Če bom dolgo na soncu, bom imela velik klobuk in dolge rokave. Idealno uporabljate druge reči kot pa kremo. Ker če preberete sestavine na kremi, boste videli, da je veliko kemikalij. In eno izmed pregovor je, več kot je sestavin, bolj strašno je. Pojte na Google in ugotovite, kaj te snovi povzročijo, kaj so. Kako je z dnevnim kopanjem dojenčkov? Ja, za male dojenčke, absolutno. Čudovita hidroterapevtska tretma. Dojenčki tudi bolje spijo po kopanju, ker naše telo izloča smeti. Ali telovadimo ali ne, vedno izloča strupe smeti. Ste uporabljali sol na krompirju? Rekli ste, da uporabljate bogato ali ne bogato? Jaz sol uporabljam bogato. Rada imam sol. In da okus v hrani.
In Biblija tudi govori o tem, da naj uporabljamo sol. Razmišljamo o argumentih, kjer pišejo glede uporabe soli. Argument, da je sol v bistvu iz kamna in da ni prebavljiva. In da je bolje, da je v zemlji, da rastline dobijo te minerale. In to pojemo. Torej, ko pravijo, da naj bo sol v zemlji, gledamo na minerale. Torej, dobro je enkrat mesečno zaliti vaš vrt z morsko vodo, vsaj enkrat na mesec, zaradi mineralov. V Avstraliji lahko kupite sea salt, maxi crop, ki sicer zelo smrdite te tekočine, ampak v bistvu so morske alge razgrajene in ki so zelo bogate z minerali. V bistvu se gre samo za minerale. Če bi kuhale stročnice in ne bi dodali soli, niso za jesti. In če dodate preveč soli, tudi ni dobro. Torej, lahko pretiravate, sigurno. Lahko pa tudi premalo. Slabo ime prihaja od natrijevega klorida. Ko govorimo o morski soli, je 92 mineralov in 30% je natrija in 50% klorida. In to so tudi prvi kristali, ko voda evaporira iz morske vode. Te poberejo in uporabijo. Ampak to so zelo grobi minerali. In če bi jih injicirali direktno v kri, bi oseba umrla. Natrijev klorid je tako močan, da ubija borbončice na jeziku. Zato tudi pravijo, te, ki to jejo, dodajo veliko soli, posod jo dajo, ker niti ne okusijo več hrane. In zato vedno dodajo, ker je te minerali močni, pobijajo naše borbončice. Bog je dal natrijev klorid v naravo z vsemi ostalimi minerali. In te blažijo trdost natrijevega klorida. So zelo prebavljivi v tej originalni obliki. To lahko kupujemo kot keltska sol ali pa himalajska sol. Čudim se, ali lahko komentiram na to, kar ste včeraj povedali. Delila bi izkušnjo o medicini in kaj včasih medicina naredi na osebni ravni. Dobila sem tablete proti visokem pritisku v letu 2010 do 2014 sem lahko čutila, kako telo razbija. In 2015 sem morala iti na operacijo srca, ker je moje srce se povečalo. In kardiolog v operacijski sobi mi je napisal, napisal je, da te tablete povzročajo, da se srce poveča. In mnogo ljudi mi je reklo, da naj sledim te proceduram in jemljem, a ne. Takrat nisem čutila, da bi imela veliko energije. Hvala za to izkušnjo, ampak bodite pozorni, kaj je sestra povedala, da tega ni vedela. In zato je tudi dobra ideja, da vsak nasvet, ki ga date, reče, hvala za vaš nasvet, resno bom premislil o tem. In potem si pogledajte, kakšne opcije imate. Jaz se sicer zavedam, da od mladih nog nam govorijo, da zdravnik ve in on ve najbolje in on bo svetoval. Obstajajo res dobri zdravniki, v temu ni dvoma. Tudi veliko prijateljev imam, ki so zdravniki. Ampak problem je, da ta odnos v naši kulturi, da jih povzdigujemo skoraj malce previsoko, da se ne morejo zmotiti. Kot moj prijatelj in njen prijatelj je kemik in on ne bo vzel nobenega zdravila kot kemik. Rekel je, ne vem, kaj počnejo in vem, kako to počnejo. Pomembno je, da raziščete in sprejmete, da če je problem in ugotovite, kaj lahko naredite, da bi delovali s telesom, da se samo zdravi in nagovarjate ta problem. In to, kako nas je Bog naredil. In moji največji učitelji so ponovadi ljudje, katerim pomagam.
To je zelo močna zgodba in tudi vi imate svojo zgodbo. In ko greste skozi kot zdravstveni misionari, so vaše zgodbe v Razodetju 12 piše, da so premagali za voljo krvi jagnjetove in za voljo besede pričevanja svojega. Torej, več kot to počnete, več zgodb, kot jih boste imeli. In te zgodbe v bistvu so ilustracije, kako te reči delujejo. Zelo žalostna zgodba, ko sem delala v Bronxu 2004 leta. Bila je tam cerkev za 405 člani in vodilna pevka v mladinskem oddelku je imela čudovit glas. In prišla je k meni, malce je bila obilna. Rekla je, da imam povečano srce in da je na vseh teh tabletih za povečan srce pri 19 letih. In šla sem čez njeno zgodovino in ugotovila, da je prenehala menstruirati, ko je imela krizo in dobila eksperimentalno zdravilo. In to zdravilo je povečalo srce. In sedaj je bila na zdravilih za to, za povečano srce. Ojoj. In to so težka zdravila. In vem, da ji ni pasalo piti vode. In sem rekla, ne rabiš spiti celega kozarca, lahko srkaš cel dan. In tukaj moramo mi priti kot zdravstveni misionari. Če dobite upor pri temu, kar razlagate, potem delujte tako, kako bi lahko to spravili v prakso. Ampak najbolj žalosten del zgodbe je to, da so jo čez 2 tedna našli mrtvo. 19 let je bila stara. In priznali so, da so je zdravila ubila. In to je zelo žalostna zgodba. Ampak to so ilustracije za pokazati, da obstaja le en način, ki ga nebesa odobravajo pri zdravljenju. In to je način, ki deluje s telesno sposobnostjo, da se telo zdravi. Nima smisla, da delujemo proti temu. Zato se spominjam tudi 10:35 Hebrejci, ne zavrzite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo. In prepričana sem, da so ljudje, ki so doživeli plačilo, ko so delali z telesom in so seveda tudi čakali, da telo pozdravi. Še kakšno vprašanje? Ko smo govorili o soli prej, kaj so vaše izkušnje z magnezijevim oljem? Moje izkušnje z magnezijevim oljem so zelo pozitivne. V bistvu raziskave kažejo, da je magnezijevo olje, ki se aplicira zunaj telesa, bolj efektivno in se sprema bolj efektivno, kot če bi ga jemali preko ust. Seveda obstaja čas za oboje, ampak naši masažni terapeuti vedno uporabljajo magnezijevo olje. Magnezijevo olje sprošča mišice. Torej, če imate zakrčene mišice, potem magnezijevo olje lahko zelo efektivno pomaga. In ljudje z nemernimi nogami, svetujemo jim, da imajo grenko sol kopel, če ne morejo aplicirati magnezijevega olja zunaj. To tudi zmanjšuje bolečino. Ja, res je. Ker krči lahko povzročajo bolečino. Torej, kadar pride do krčev, lahko aplicirate magnezijevo olje. Izkušnje z magnezijevim oljem imam tudi jaz take. Res je. Dobro je, da sami preizkusite tudi na sebi, ja? In potem imate zgodbo. Ko imate nemerne noge, sindrom tega, naj to delate po dnevu ali po noči. Idealno, preden gredo v posteljo, ker takrat ponavadi noge začnejo tresti, torej pred spanjem ali pa kopel. 2 stvari sproščata mišice, torej mokra toplota in magnezij. Pri kopeli z grenko soljo sta oboje tam. Ampak dr. Neil Needley, sem bila na njegovem seminarju, kjer je rekel, da telovadite z nogami. Resnično je potrebno telovaditi z nogami. Torej, telovadba, ki je fokusirana na noge, je recimo trampolin ali pa kolo, tudi plavanje je zelo dobro. Noge so potrebne telovadbe. Koliko olja uporabljamo, tega magnezijevega? Boste videli. Če boste dali preveč, bo vse teklo okoli, lahko pa definitivno to utrete noter. Težko je to pretiravati.
Naredite to po celem telesu ali samo po nogah? Ok, samo po nogah. Samo področje, ki potrebuje. Enkrat je dovolj. Dosti krat je, če se pa kdo zbudi sredi noči s tem, še vedno lahko to aplicira. Ženske z menstrualnimi krči, kjer se krči, recimo, ali pa ko imajo drisko ali pa bolečine na mišicah, lahko to aplicirajo na trebuh in se bo sprostilo. Bolečine, ko rastemo, je malce drugače, to je bolj povezano verjetno morda s kostmi, ampak sigurno lahko probate z magnezijem. Tudi pri tem. Zaprobati je. Jaz sem imela nemirne noge in mislila sem si, ker pijem veliko vode, morda bi morala vzeti sol. In to je pomagalo. Ja, to je zelo dobro točka. In razlog, zakaj vam je to pomagalo, je zato, ker v keltski soli so 3 magneziji. Magnezijum klorid, magnezijum bromid in magnezijum sulfat. In zato je tako bilo. In ljudje z nemirnimi nogami lahko ugotovijo tudi, da že jemanje recimo soli pred vsakim požirkom vode pomaga. Ko pravite, da je koža diha, mislite na to, da sprejema kisik, kakor pljuča. Ne tako veliko, ampak žalostna zgodba je deklice, ki je bila pobarvana kot zlato za film in ko so jo pobarvali, je umrla. James Bond film, Goldfinger, pobarvali so jo zlato za sceno in brala sem, da so jo mogli pobarvati polovico telesa, snemati to, potem pa kontra, druga stran. Še ena ilustracija tega, da ne morete celega telesa prekriti, ker diha. Ne tako kot pljuča, ampak vseeno more dihati, ker potrebuje kisik. Ali pravite, da ljudje s tatuji po celem telesu, da njihova koža ne more dihati? Malo težje verjetno koža diha na teh področjih, ja. Kako je pa z suho krtačenje kože? Suho krtačenje je zelo efektivno, ker zgornji del kože vaše je mrtev. Ampak povrhnjica je mrtva, torej to konstantno luščimo dol in če to pomagamo ročno, je to dobro, da se znebimo tega mrtvega dela. V naši parni savni imajo 3 vroče in potem 3krat se kopajo v mrzlo. V srednji savni pa imajo kristale grenke soli in to se utrejo v kožo v drugem parjenju zaradi 3 razlogov, da izvedejo peeling teh mrtvega dela kože in druga točka, zato ker je magnezij lačen na vodo in ko dajo to na kožo, bo to še več švica potegnilo ven. In tretji razlog, ko švicate veliko, potem zgubljate tudi nekaj magneza, torej ga lahko s tem date na kožo in ga bo nekaj tudi absorbiralo. Nekateri ljudje se postijo doma in s tem stimulirajo, da telo več izloča strupov in potem se zvečer skopajo z grenko soljo zvečer in to lahko pomaga, da vleče ven strupe. Ali je magnezij tudi priporočilo pri fibromialgiji? Lahko je. Sigurno lahko je. Fibromialgija, kar neke teorije za tem. Nekateri izmed teorij so na temu, da je preveč smeti v tkivih, nekatere, da so glive v tkivih, kar neke teorije glede te bolezni. Ljudje, ki pravijo, da jejo alge in potem te težke kovine v morju in plastika, ali je to varno? Dobro vprašanje. Jaz osebno sem zadržana in tudi zadržana z kelpom, ker skoraj ni dela morja, ki ni onesnažen, ampak saj nekaj manj onesnaženja dobite, zaradi tega, ker valovi tudi čistijo morje. V keltski soli pa ne boste dobili kemikalij, ampak sigurno pa so v morskem življenju, ribah in tudi verjetno v algah. Torej, če se ukvarjate z algam, potem iščite organske alge, kar pomeni, da so jih izbrali iz bolj varnih okolij
In upamo, da so jih tudi testirali, da nimajo kemikalij. Ampak največje koncentracije kemikalij bodo v živih bitih, torej v vaših čistilcih v morju, ostrige, raki, jastogi in velike kozice. Te so definitivno to absorbirajo. In tudi Biblija jih smatra za nečiste. In ne bi jih smeli jesti. Ali so vse hrane in plesni s hrano enake? Na kruhu je precej očitno. Mislim pa recimo v korenju morda dobiti kakšno črno piko. Ali lahko samo odrežete, saj izgleda v redu. Ja, razumem. Težko je, sploh če ste sami dali, da je izrasla buča, ampak mi se vsega znebimo. Kruh z drožmi je boljši kruh. Ta kruh nima plesni v sebi, ampak je kombinacija divjega kvasa in laktobacilusa. In kar se zgodi, da laktobacilus poje ta divji kvas. Torej, tak kruh je najboljši. Najboljše, če vidite sledi, vržite stran. Najbolje, ja. Mi imamo pregovor. Če dvomite, odrežite. Vržite stran. Vržite stran. Dober kompost bo z tega. Govorili ste o stročnicah. In običajno jaz veliko porcijo skuham hkrati in jo potem hranim v hladilniku. 2 ali 3-krat na dan jih potem jem. Ali je kakšna prednost v tem? V bistvu ne. Kaj pa, če bi jedli kalčke? Ja, pazljivi bodite s kalčki, ker kalčki zelo hitro plesnijo, ker so v takem mokrem okolju. Jaz imam prijatelja in on vedno doda nekaj koloidnega srebra zraven, ko umiva svoje kalčke. Nekoč sem bila na seminarju in predstavitelj je imel kalčke, ki jih je kupil na različnih trgovinah in vsak je bil pozitiv na plesen. Kaj pa, če to sama naredim? Seveda, lahko plesnijo tudi v vaši hiši. Če vi kalite, potem jih morate 4-krat na dan splakniti. V tekoči vodi jih splaknem. Leti je idealno, da so v hladilniku, ker jih toplota povzroča, da plesnijo. Ampak nekaj informacij za vas, in to sem dobila iz Nutrition Almanac. To je knjiga, ki vam pove, kaj je v vsaki hrani. Vsako leto, vsake 4-5 let naredijo novo izdajo. 1 skodelice kuhane leče je 15 gramov proteina. 1 skodelica kalčkov pa je 6,2 grama beljakovin. Torej, ko kalite stročnice, jo v bistvu spremenite nazaj v rastlino in zmanjšate beljakovine, na nivo beljakovine. Tisti, ki jejo svežo hrano, rečejo, jejte kalčke namest kuhano, ker dobite več beljakovin. Ampak v bistvu to ni res. Dobite več mineralov, nekaj več vitaminov, ker je spet rastlina, ampak kar se tiče beljakovin, dobite več beljakovin od kuhane stročnice. Govorili smo o raku in programih navodila na sveti za raka. Ali je to različno glede na odvisno od različnega raka, recimo rak na pljučih? Ja, seveda je drugače, odvisno od tipa raka. Torej, če ima nekdo prstnega raka, je pomembno, da zbalancirajo hormone. In prav tako rako na prostati. Prstni rak bi morda prišli uporabo kakšni obkladki in specifike. Res je, lahko je različno, res je. Mi pa pri pljučnem raku svetujemo je, da zmešate malo žličko soda bikarbone z vodo in šprico uporabite. In potem špricate in vdahnete. Se spomnite, kjer se soda bikarbona dotika, potem to povzroči alkalnost in rak sicer ljubi kislo okolje.
lahko morda malce morate to obvladati, se navaditi, ampak veste, kakšne preprosta reči, ki jih lahko naredimo. Pri raku je tudi pomembno, da uporabljate olje, ki vleče ven strupe iz pljuča, tudi različni obkladki. Prav imate, ja, različen rak potrebuje različen pristop. Ampak skupno pa je to, kar sem vam dala prej. Torej, treba je umakniti sladkarije, glukozo dol, alkalizirati tkivo in kisik navzgor. Kakšne proporcije sode, bikarbone? In vode. Torej, 1 žlička bikarbone z 1 skodelico vode. Govorili ste o antibiotičnih napitkih. Kaj je v njih? Ja, res je. Rekla sem na hitro, ker si bomo to bolj v detajle pogledali kasneje, ko bomo šli čez druge seminarje. Razen, če kdo to danes potrebuje, bom to takrat povedala. Zapomnite si, da je 6 sestavin: ingver, česen, limona, kajenski poper, med in kapljica evkaliptusovega olja. Barbara, ampak na etiketi piše, da evkaliptusa ne smeš nikoli zaužiti. Mi vam ne svetujemo, da spijete pol šalce. To je zdrava pamet. 1 kapljica samo. Veste, zakaj to pravijo? Ker v 1967 se je to zgodilo in sem poslušala radio. Nek fantek v Tasmaniji, majhen otok pri Avstraliji. Mali fantek je popil nekaj eukaliptusovega olja in padel v komo. Zato so prepovedali eukaliptusovo olje. Koliko jih umre od alkohola, pa še vedno niso tega prepovedali. Tako so se dvignili vsi, da so legalizirali, da mora vsaka steklenička pisati na njej, da je to strup. Ni primerno za človeško zauživanje. In posebni zamaški, da jih otroci ne morejo odpreti. In to je ravno zaradi tistega fanta. Ni umrl, ampak je padel v komo. In zdrava pamet nam pove, da ne piješ tega. Vedno me zanima to. Zakaj? Zakaj ne prepovejo alkohol? Ja, preveč zaslužijo od njega. Veste, da v Avstraliji med lockdownom so odprte samo najnujnejše zadeve in oni smatrajo, da so trgovine z alkoholom esencialne v tem času. Cerkve so se pa zapirale. Meni se je pa zdelo, da so cerkve bolj pomembne. Vprašanje glede različnih sort fungusa, oziroma plesni, ko rabite več let, da se jih znebite. Kaj pomaga pri temu? To je zato, da je v telesu 10 let, zato ker se dobro hrani. Odvisno je od tega. Torej, ko mi ljudje reče, koliko časa bo to trajalo. In jaz jim rečem, odvisno. Odvisno je od kroničnega stanja, koliko časa je že tam, koliko natančni ste pri tem, kar morate storiti, da ga uničite. Podala vam zgodbo in ta zgodba je resnična, ker je moja prijateljica srečala ženo, moža, ki se mu je to zgodilo. Torej v Queenslandu, South Wales, kjer je bil silos, kjer so skladiščila žita in notranja stran silosa je bila bela. Zato, ker je prišlo do poškodbe z vodo. Kaj je tisto belo? Plesen. Te 3 moški so šli noter, je bilo naročeno, naj grejo noter in počistijo ta silos. So odprli vrata in 2 sta rekla, ok, mi 2 greva po oblačila, to ni v redu. In 3. moški pa rekel, se ne potrebujemo oblačil. Je šel z lopato in je šel noter praskat dol plesen.
10-15 minut kasneje, ko sta ona dva prišla in zgledala sta kot Marsovca, oblečena v take oblike. Torej, vedela sta, da je kako stropeno je to, in ko sta odprla vrata, je prijatelj ležal na tleh, stekla sta k njemu in bil je mrtev. Torej, ko je on praskal plesen, je vdihnil skozi kožo, pogoltnil vse posod in doživel anafilaktičen šok, ker je to tako stropeno, in umrl. Ta zgodba je šla celo v časopis. Zato sem napisala knjigo Self-Heal by Design, ker se ljudje ne zavedajo, kako toksičen je plesna. Torej, praskal je dol, ker je bil trd. Ja, ko je praskal dol, je bilo tam zelo nabrane plesni. Seveda, vse posod. Najslabša stvar, s katero lahko čistite plesen, je varikina, zato ker se združita in naredita zelo toksično mešanico. Časopis je bil v Ameriki, kjer je pisalo, da je gospa šla v plesnivo kopalnico, zaprta okna in to čistila z varikino in najdli so jo mrtvo. Večina ljudi plesen uničuje z varikino, malce varikine in ponavadi so okna odprta. Torej, s čim lahko umivate plesen? Zelo efektiven je v bistvu kis in tudi soda bikarbona. Torej, kaj naredite? Čistite z kisom in sodo bikarbono, ampak kar jaz predlagam, če je zelo slabo, greste noter, zamaskirate se, vse veste, to je toksično, pošpricate vse s kisom in greste takoj ven. Prijete lahko čez 10 minut in bo mrtvo in potem samo pobrišete. Ampak če takoj pošpricate in brišete, bodo te pore šle v zrak in se boste izpostavili sporom. Potem pa vse počistite z vlažno krpo in esencialnim oljem od klinčka in to je zelo močen proti plesnav. In potem vse to počistite in potem poiskate strokovnjaka, da ugotovi, zakaj je prišlo do plesni. Soda bikarbona in kisel, ta dva naredita reakcijo. Ja, res je, reakcijo dobite. In pri vsem tem lahko tudi... Ja, res je. To je detoksično, ampak običajno lahko porabite to ločeno. Zelo lep način je tudi umivati svoje zobe z sodo bikarbono. Malo namočite v sodo bikarbono in tudi večina pas je narejen iz sode bikarbone. In če želite malo okusa, dajte še malo pepermintove esencialnega olja. Če smo okuženi s kvasovkami ali tudi naj ne bi jedli kruha, lahko jeste kislo testo kruh, ne pa s kvasom, zato ker kvas ga bo hranil. Vsi kvasi, vse različni kvasi, jih je takrat potreba odstraniti, jih ne jest. In nikoli ne uporabljam pivskega kvasa. Tako ne moreš ubiti kvasov v telesu.